kritem, da ni vedel, no, sem vzel niti ne športne torbe, ampak kar normalno najlonsko vrečko, tako da ni vedel, kam grem in sem bežal na stadion potem trenirati, dnevo, ko sem bil na njivi. Je prišel k meni in mi dal roko in je skoraj objokan bil in je rekel, veš, kaj zame pomeni to, da si ti kot Slovenc nastopil v Italiji za Slovenijo. Imaš pa popolnoma nasprotne mišice, ki delujejo pri teku ali pa pri hoji, ne? Hoja je zaporedje korakov, medtem ko je tek na zaporedje skokov. Kar se tiče pa naslovov, svetovnih je 22, evropskih je 19, državnih, italijanskih se ne spomnim in slovenskih še manj. Jaz sem toliko let igral in gradil na to, ne, na Pariz prav, ne, in potem se mi je vse naenkrat to sesulo. Drage dame, dragi gospodje, v tem vročem poletju sred olimpijskih iger imam čast in veselje, da kličem onkraj meje. Ja, tam proti Trstu gremo danes v Lonier. Z mano je legenda slovenskega športa, pa ne samo slovenskega, Fabio Ruzier. Fabio, živijo. Dobar dan, hvala se za poziv in srečno in dobro poletje vsem želim. Jaz nekaj časa sem se mučila zdaj s tehniko, ampak nam je perfektno uspelo, Fabio, obvladaš, evo, všeč mi je, da imam takega sogovornika, ki se spozna tudi na tehnične stvari. Povej mi, kje si zdajle, jaz, bom rekel, se potim kot kakšna, bom rekel, domača žival, se pa samo stojim tule. Ne, saj tudi pri nas je isto, vročina je tukaj v Lonierju, ne, Lonier, ni Lonier, je Lonier. Lonier? Je vas blizu okolici Trsta, recimo blizu Katinare, kjer je ta velika bolnica, smo 5 km od slovenske meje, smo pa recimo 90% prebivalcev v Lonierju je Slovencev, ne, smo zamejski Slovenci. In to že, mislim, več generacij, je tako? Ja, recimo, da pred 40-50 leti je bila vas celo popolnoma slovenska, ni bilo niti enega Italijana, ne. Imamo tudi slovensko šolo, mali vrtec, višjo šolo, vse, tako da smo kompletni, kar se tiče vzgoje v slovenskem duhu. Pogovarjate se o slovenščini, delujete v slovenščini, hkrati obvladate tudi italijanščino, ker na uradih morate italijansko. Ja. Prav, mislim. Smo novjeni dvojezično že. Kateri jezik ti je bolj domač, slovenščina, italijanščina? Ne, doma govorimo izključno slovenščino, normalno, žene, tudi Slovenka, smo vsi Slovenci, recimo, moji nonoti so bili vsi Slovenci. Jaz imam sicer priimek italijanski, ker moj oče je bil iz Strunjana, in kar je zanimivo pri meni, da jaz imam mamo, slovenska manjšina v Italiji, in moj oče je italijanska manjšina v Sloveniji, oziroma takrat je bila Jugoslavija, so celo. Strunjana, to je priimek italijanski, ker moj oče je bil italijanska manjšina, ne, je sicer tudi slovenska, samo bolj malo recimo, ne. Tako da je ta zmes nastala, tako da mislim, da je bila dobra zmes potem po rezultatih. To bi si mislil, ja. Dva mašinca se najdeta, ja, in ustanovita družino in potem z tega ven pride Fabio Ruzier, kako se prebere priimek? Ja, Ruzier je pravilno, mislim, po italijanščini je Ruzier, ne, ker sta dva Z je Ruzier, ampak v slovensko je Ruzier, je čisto pravilno. Prav. Spoštovana gospoda, tisti, ki spremljate atletiko, vsaj malo veste, kdo je moj današnji sogovornik, tisti, ki pač ne, naj ga na hitro predstavim, če dovoliš, Fabio, zamejski Slovenec, Lonier, pri 71 je še vedno aktivni atlet, hitrohodec in to, kakšen je najboljši slovenski veteranski atlet vseh časov. Ja, podčrtano dvakrat, za Slovenijo pa nastopa od leta 2002, ima več kot 40 medalj svetovnih prvenstev, evropskih prvenstev in pokalov, je lastnik svetovnih rekordov, pa tudi absolutnih rekordov, tako Italije kot Slovenije, pobudnik hitre hoje na Hrvaškem, pa trener, predavatelj, zmagovalec neštetih tekmovanj, ki je v svoji karieri s hojo prehodil toliko, da bi 10-krat obkrožil zemljo. Najmanj. Je tudi lastnik, in to je še ena zanimivost, najstarejše osmice v Tržaški pokrajini, šteje jih namreč že 95.
nima kaj govoriti, veš vse že. Toliko zanimivih stvari je tam zunaj, Fabio, o tebi, res lahko bi prebiral dneve in dneve tvoje statistike, pa zapise, pa kakšno vino prideljuješ, pa kako si nosil mleko v mesto, pa si s tem začel hoditi, pa pridobivati kondicijo, to drži. Res je, ja, res. Smo pričeli že od mladega, no, veš, mi doma smo imeli kmetijo, ne? Tako da edino moj nono je bil pristaniški delavec, drugače moj oče, moja mama, moja nona so bili vsi kmetije. Kmetijo smo imeli tudi do 11 krav doma. Potem vrtove, zelenjavo, vinograd, vino in to je kar nekaj, tako da je bilo treba že od mladih nog delati nekaj. In morda tudi to je pomagalo, da sem si izbiral vedno takšne discipline, ker je bilo treba garati. Šaha recimo ne bi nikoli garal, ne. Čeprav so spoštovanjem šahistom, ne, seveda. Pričel sem z atletiko recimo tudi že z mnogoboji, ne. Mi ni bilo dovolj 100 metrov ali 1000 metrov, kaj jaz znam, ne, mnogoboji, ker se treba matrati. In tako je šlo naprej do 29 letih, ko sem se poškodoval ramo, sem si pretrgal z metom kopja ramenske mišice, tako da nisem mogel več metati kopje, oziroma tudi druge discipline, skok s palcev se mete, tako nisem mogel. Potem sem slučajno pričel s hitro hojo. In enkrat sem pričel malo za šale, malo za res. Prva tekma mi je takoj uspela dobro, recimo, ko sem po 10 dneh treninga sem na prvi tekmi zasedel 3. mesto, kar recimo, če zdaj v naši deželi si tretji, pomeni, da si tudi zadnji, ne? Ker smo treh. Samo tisti nas je bilo pa 40, ne? Ja. Je bila neka razlika. In tistikrat se mi je prežgala tista lučka, ki še zdaj kar precej gori za hitro hojo. Mislim, dolgih koliko? 56 let ali še več, ne? Vsega skupaj. Hojo pa... sem imel 15 let, ne? 14 let oziroma. Še 57 let je, ja. Odkar se ukvarjam. Kako so pa, recimo, pa tvoji starši, pa nono, pa če bi še živ takrat nono ti, pa tako naprej, oziroma tvoja širša družina sprejemali to, da pač ti si bil človek z kmetije, človek zemlje, ki je mogel delati od malih nog in zdaj kar naenkrat gre poba v šport, pa ne v enega, v 10 športov naenkrat, ne, pa mislim, kje ima pa energijo, pa čas, zakaj pa rajš tisti čas ne vkopava tam trd je pela cesta. Ja, je bil, recimo, da je bil šport na splošno pri moji družini malo tabu, ne. Moj nono edino, kar je recimo igral balinanje, ne. Tistikrat so penzionisti, to so imeli vaški gostili, so imeli igrišče, balinovska tam je. To je šport, ne. Kaj je tista atletika tam, tisto ti ne vodara, ne za jesti, ne za pit, ne, nič, ne. Tako da sem imel precej težav s mojim nonotom, moram reči, prav, ker moj oče sicer je žal umrl zdaj pri 47 letih, tako da je moj nono postal pravično moj drugi oče. In on ni nikoli sprejel tega, da jaz se ukvarjam s športom, ne, koli si kateri je. Atletiko sicer potem se nekaj časa tudi kolesaril, vedno atletiko in tudi kolesarstvo po zimi, sem delal ciklokros, ker mi je to dobro, odlično zimsko pripravo za moč in za vzdržljivost in to. In tako da sem večkrat po celem dnevu, ko smo kosili seno, nalagali seno in to, in zvečer zbežal na stadion po skritem, da ni vedel, nono sem vzel niti ne športne torbe, ampak kar normalno najlonsko vrečko, tisto, ki je rešil v trgovino, in si dal žoge, tako da ni vedel, kam grem, in sem bežal na stadion potem trenirati po celem dnevu, ko sem bil na njivi. Ja, veš kaj, veselje, manj ugajda to odvedno in ne bi dal nič, mislim, zdaj je del mojega življenja, vsak dana, trening, sicer zdaj ne več kot ko sem treniral vsaki dan, 7 dni na teden, nekaj časa, tudi celo 2 treninga na dan, pa potem sem spoznal, da ni bilo mogoče, ker nisem imel časa za regenerirati. Glede na to, da sem imel nočno službo tudi, ne, delo na njivi in potem ne moreš 2 treninga biti crkno, če bi šel še malo naprej, ne. Tako da šport mi je v krvi in mislim, se zabavam športom, ne, saj dokler se bom zabavam, mislim, da ne bom nehal, ne, čeprav vsi me še vedno sprašujem, kdaj boš nehal, ko bo nehal, tisti dan, ko bom, medtem, ko si bom obuval čevlje, se bom sam vprašal, kdo me to na to sili, ne,
Tistikrat morda bo nehal, samo dokler me ni in me ne bo nikoli nobene silo za iti na trening. In grem z veseljem in se zabavam, in ko pridem domov z treninga, tudi če sem truden, sem zadovoljen, zakaj bi nehal? Nima smisla, mislim, normalno zame. Dokler, pri 70-ih še osvajaš absolutne državne naslove, potem sploh ne smeš nehati, za božjo voljo, naj pridejo drugi, pa naj te prehitijo, potem pa boš lahko razmišljal o svojem pokoju, ampak mnogobojec si bil, se pravi, katera disciplina pri mnogoboju ti je bila pa najbolj pisana na kožo? Recimo, da je žal prav med kopja, ne? Žal, ker prav v tisti disciplini sem se potem poškodoval, ne? Recimo zdaj govorimo, ko sem imel 19 let, 18-19 let, takrat sem metal okoli 53 metrov, ne? Niso bile to neke, ne vem kakšne razdalje. Za enega desetroborca pa 53 metrov, mislim, da v setroboju sem vedno zmagoval med kopja. In sem bil nekje tudi dober, sem tudi vedno zmagoval na 1500 metrov. Očitno je moje telo je bilo nekje nadarjeno za daljše proge, ne? Za to, tek in to, ne? In samo tistikrat moj trener je bil Vojko Cesar, tistikrat tudi zamejski Slovenc, on je bil desetroborc in vsi tisti, ki so trenirali pod njegovim vodstvom, so morali postati mnogobojci. Prej četverobojci, potem peteroborc, potem osmeroboj, ko sem bil v mlajši kategoriji, potem končno desetroborc. In hojo on ni sprejel, ne? Ker to hoja ni šport, je rekel, to ni nobena disciplina, kaj ti so mi govoriti, to ni kaj, ne? Če bi vedel tistikrat, da bi pričel recimo 20 ali 10 let prej, jaz sem pred leta 1982 sem nastopil na državnem prvenstvu italijanskem, ne, ker do 2002 nisem imel državljanstva še slovenskega, žal. In 82 leta sem nastopil na italijanskem prvenstvu na 20 km v Piacenzi in organiziran ga od Dordonija. Dordoni je bil olimpijski zmagovalec v Helsinkih na 50 km leta 1952. Ja, in on je prišel k meni, me nagradil, jaz sem tistikrat prišel 9. Na članskem italijanskem prvenstvu, nas je startalo 80, samo računam, da je bilo prvih 20, so bili profesionalci, vsi vojaške ekipe. Jaz sem bil edini med prvih 20, da nisem bil civilnega kluba, mislim, ne, no, normalen del, recimo, Jaz sem bil 9. in on, ko je me nagradil in te besede ne bo nikoli več pozabil, je rekel, glej Fabio, če bi ti 10 let prej pričel z hitro hojo, ti bi bil sit državnih nastopov, državne reprezentantov. No. In potem, glede na to, sem malo pregledal tudi moje rezultate že zadnjih, mislim, potem, ko sem dobil državljanstvo slovensko, če bi 15 let prej dobil državljanstvo slovensko, bi nastopil na 3 olimpijadah. Ker jaz sem v Seulu, Barceloni in Atlanti, se nimel jaz normo za 50 km na olimpijske. Jaz sem 4 ure in 6 minut, 4:7, 4:9. 10 je bila pa norma B, ne? Ja, 4:10. 4:10, ne? Norma B. In jaz sem imel, glede na to v Sloveniji ni bilo drugih hitrohodcev, bi lahko nastopil, ne? V Italiji ni prišel poštev, ker jaz sem bil v Italiji za 4 ure in 6 minut, ki bi bil zdaj skoraj 10 minut boljši, kot je državni rekord slovenski, absolutno od Balika. Jaz sem bil komaj 11. v Italiji. Italija je bila tistikrat svetovna velesila v hitrih hojih, predvsem na 50 km, ne? In je bila tista razdalja, ki je meni najbolj bila všeč, ne? Vedno preidemo spet na tisti poglavje, ko se moraš smatrati, moraš zmerati tistine, ki so najbolj težavne, ne? Če že omenjaš državljanstvo, kako to, da prej nisi pridobil kot pač zamejski Slovenec tega slovenskega pasuša tudi? Ja, žal ti odkrito povem, da nisem nikoli na to pomislil, ne. Tako, veš, delaš atletiko, delaš šport, kljub temu sem imel, tudi v Italiji sem imel zadoščenje, ker dokler sem tekmoval z Italijo, recimo tudi za reprezentanco, sem zmagal na 10 svetovnih prvenstvih in 8 evropskih, ne. Potem tem sem se Slovenijo dodal še drugih 12 svetovnih in evropskih, koliko? 13, ker samo leto so bili 3. Tako da mi nikoli prišlo na misel. Potem je prišel pa enkrat k meni en pisatelj, tukaj zamejski, oziroma pesnik, in me je intervjuval za revijo Slovenec, ki je na revija za Slovence po svetu. Rekel, moram intervjuvati, ker sem tistikrat sem se komaj vrnil
iz Južne Afrike, ker sem zmagal 2 svetovna naslova. Rekel, tebe absolutno moramo intervjuvati in mi je potem 2 strani s slikami gor to, ker ti si en vzor tudi za zamejske Slovence iz drugih držav, ne, ki živijo v drugih državah, ne samo v Italiji, recimo v Ameriki, to je. In ta revija gre prav tem Slovencem. In potem, ko smo končali intervju, mi je on rekel, čuj, Fabio, daj pomisli, da bi vprašal za državljanstvo. Sem rekel, veš, da ne. Ma poskusi, gledaj, po mojem tebi bi takoj dali državljanstvo, ne? In ti si kar res napravil prošnjo, samo se je potem zavleklo za celo leto in pol, preden sem dobil državljanstvo, ker to so mi zahtevali dokumente na dokumenti, imam en takšen kup dokumentov, tako da sem ga potem dobil leta 2002, 5. aprila in točno isti dan in isto leto, kot ga je dobila Marlene Ottej. Tako da sva oba dobila isti dan državljanstvo slovensko. Kakšne posebne podelitve to ni bilo, dobil si kakšen papir po pošti in si tistega dne naprej bil Slovenec? Ja, ne, po pošti sem dobil samo strani Svetovne atletske zveze, kjer je pisalo gor, da jaz se v istem momentu odrekam nastopu z državno reprezentanco Italije, da samo z slovenska reprezentanca lahko nastopim in da ne smem več nastopiti logično z italijansko reprezentanco. Ne? Samo to sem dobil. Mislim, strani pa atletske zveze so me seveda sprejeli, predvsem pri atletskih veteranih Slovenije. Mislim, so sprejeli takoj odlično in že to leto sem nastopil na svetovnem 2002. Na svetovnem članskem svetovnem pokalu v atletiki v hoji in to na 50 km in glej slučajno je bilo tisti svetovni pokal članski, govorimo ne veteranski, v Torinu, v Italiji. Veš, kaj pomeni, da potem, ko si imel 3 mesece komaj državljanstvo slovensko, da nastopiš kot zamejski Slovenci, ki živim v Italiji, so se za Slovenci. Ko sem prišel v Torino, so vsi Italijani logično čudno gledali, kaj delata. In moram reči, potem v velikansko zadoščenje mi je bilo, jaz sem tekmo končal, nas je bilo 110 na startu in jaz sem bil kot tisti krat že prvič, tudi potem naslednjih 5 svetovnih pokalov, ko sem nastopil vedno na starejši, ne, in tudi za kar eno generacijo najmanj, ne, in na cilju je prišel glavni sodnik hitre hoje, je bil Italijan iz Riccioneja, je prišel k meni, jaz sem končal 55 krat na 110, sem bil na polovici lestvice recimo, je prišel k meni in mi dal roko in je skoraj objokan bil in je rekel, veš, kaj zame pomeni to, da si ti kot Slovenc, kar on me poznal že prej, ne, nastopil v Italiji za Slovenijo. Je prišel meni objoka. Da res, kakšna zmaga, ja, kakšna kljub vsemu. Ja, je bila zmaga, prav točno tako. Prav. In od takrat naprej nastopaš za Slovenijo in tudi Sloveniji si prihodil, bom rekel, nešteto nekih lovorik. Sicer imaš dvojno državljanstvo, če se ne motim, ampak nastopaš pa za Slovenijo. Ja, ker sem optiral za Slovenijo kot državno reprezentanco in seveda vse tekme, kar se tiče atletika, ne, v hitri hoji sem vedno nastopal za Slovenijo. Bil si na kar nekaj članskih, bom rekel, tekmovanjih. Vem, da si pri 57 bil tudi poklican reprezentanco slovensko in to člansko. Jaz sem bil poklican reprezentanco pri 59. In pri 59 letih in 4 mesecih imam jaz Guinnessov rekord kot najstarejši tekmovalec, ki je kdaj nastopil na tekmi organizirane Svetovne atletske zveze, to se pravi olimpijske igre, tudi svetovna prvenstva, evropska prvenstva, v katerikoli bodisi disciplini v atletiki, ne samo hitre hoje. Mislim. A si dobil tisto plaketo, tisto okroglo tako, tistim krogcom pa Guinnessove? Nikoli nihče mi ni dal. Jaz moram reči, da edine plakete, oziroma priznanje, ki sem jih dobil, moram žal to reči, sem dobil od Hrvaške atletske zveze in to 2-krat. Ker sem za Hrvate praktično zagnal hitro hoj na Hrvaškem, poleg Slovenije. Sem Hrvatom pomagal, da so pričeli hitro hoj in potem oni so prišli, so tudi imeli 2 atleta, ki sta nastopila tudi na svetovnem prvenstvu. Kvalitetno so izredni. Oni potem so takoj poprijeli, so si ustvarili svoje trenerje, so ustvarili svoje sodnike, kar je nujno, ker če ne moreš organizirati tekmovanj hitre hoje, ne. V Sloveniji smo tudi, ker tudi v Sloveniji se nam 2-krat organizirajo seminar za sodnike hitre hoje, je predaval en tržavski moj
moj velik prijatelj tukaj Strsega, on je mednarodni sodnik hitre hoje, bil tudi na olimpijskih igrah, on je predaval in tako da smo uspeli zgraditi v Sloveniji 22 novih sodnikov hitre hoje, ker brez teh prej ne bi mogli organizirati tekmovanj. In dvakrat sem imel predavanje za atletske trenerje za hitro hojo, žal pa je še vedno v Sloveniji, kar na Hrvaškem ni, ta nekje odpor proti hitri hoji. Ne vem, kako bi rekel, ni sprejeta še vedno 100% hitra hoja kot enakovredna disciplina vsem drugim atletskega programa. To me boli, ker živim za hitro hojo, ampak sem delal tudi vse druge ostale discipline in zato vem, kaj pomeni tudi ostale discipline. Nisem jaz nekaj, recimo, fanatik za hitre hoje, jaz sem fanatik za atletiko, lahko atletiko. Seveda ne morem to sprejeti, da mi hitro hojo predstavljajo kot nekaj drugorazredno disciplino. Ne. Ampak tako je. Sprejeti sem leta boril, že od 2002. računa, da komaj 2012. se pravi od 11 let sem se boril pri Atletski zvezi Slovenije, da so sploh pričeli organizirati državna prvenstva mladinskih kategorij v hitri hoji. Oni so mi vedno rekli, ok, ti zberi skupino mladih tekmovalcev, atletov in ko boš imel določeno skupino tekmovalcev, bomo ti se kaj organizirali. Tekmovanje tudi hitri hoji, državna prvenstva, samo fantje. Kako jaz zberem skupino tekmovalcev in me rečem, čujte, vi trenirate eno leto, dve, tekem ni. Ne moreš ti enemu 12, 13, 14 let, pa tudi 10 let, ker so pri 10 letih pravzaprav bi moral pričeti s hitro hojo, da ti pri avtomatizem takoj v glavo in v noge tudi, da nimaš nobenih težav s tehniko in potem pa seveda samo to, da se naučiš tehniko, ne da bi zdaj nekje forsiral neke rezultate, ne, to absolutno je, to je po 18-19 letih, ne. In komaj po 9 letih so končno razumeli, da je morda boljše, da organizirajo državna prvenstva mladinskih kategorij. In takoj, ko so organizirali, takoj so se predstavili potem atleti z vseh strani Slovenije. Ne? Jaz se logično, glede na to, da živim blizu Trsta, sem lahko treniral samo v Kopru, je najbližje meni, ne? Ali pa v Sežani recimo bi lahko. Ne? Nisem v Ljubljano, Maribor, ali kaj jaz vem po celi Sloveniji hoditi okoli. In to je treba potem zgraditi določene trenerje, ki bi potem to sprejeli v drugih mestih, recimo v različnih regijah, ne, v Sloveniji. Smo zgubili žal dosti časa, dosti let brez potrebe. Ne. Nekje potem se je hoja pričela razvijati. Jaz sem potem pričel trenirati tudi ostali prehodce po Sloveniji, po internetu seveda, ne, sem sestavljal programe, recimo oni so imeli potem svoje lastne trenerje, ki so potem tudi trenerji pošiljajo programi in oni so jih recimo sledili mojim programom in so samo logično, ker je hitro hodec in predvsem, če je mlad, ne more trenirati sam, ker je tehnika vmes tudi, ne, ni samo en tekač, recimo, ki greš tja, tečeš in skušaš trenirati vzdržljivo, ker je to, pri hoji je tehnika tudi. In tehniko ti, če ne obvladaš, oziroma pri mladih letih, če pričneš nekaj, greš grešiti, ti gre potem to v avtomatizem. Tega pogreška, potem je treba, jaz sem imel takšne primere, en atlet je prijel v avtomatično in zgrešen način hoje in se mu ga moral ustaviti za eno leto, da sploh ni hodil več. Je potem začeti vse znova, ker če ne, mu ni šlo z glave tisti avtomatizem zgrešen, ne, pri tehniki. Tako da ni lahko. In moraš še vedno spremljati, ne, seveda to. Zdaj si mi toliko stvari natresel iz točnic, začela kar pri tehniki, pa pri hoji, prej si rekel, pa za šalo kot za res, si se poskusil v hoji par dni treninga, pa si bil že kar tretji na tekmi, ampak takrat si pač usvojil neke osnove. Zakaj te je ta hoja tako zagrabila, recimo? Je vendarle en šport, ki ni tako splošno, bom rekel, popularen, rekreativno, sploh ne, pač vsi hodimo, ne, ampak ne tekmovalno, tekmovalna hoja je malo drugačna. Tebe je ta stvar posrkala vase, kaj pri hoji si našel, bom rekel, tako intrigantnega, tako zanimivega, da si rekel, zdaj bom pa jaz se posvetil pa tej disciplini malo bolj. Torej, jaz sem leta 1976 napravil tečaj za trenerja in trenerja raznih disciplin.
V 70 letih sem 10 let v moji vasi, tukaj imamo kolesarski klub Adria, ki tudi znam po Sloveniji, ki je več organiziral maraton Ljubljana-Lonjer ali pa Lonjer-Ljubljana, kolesarski maraton. In sem jaz ustanovil v kolesarskem klubu tudi atletsko sekcijo. In sem imel jaz v teh 10 letih 90 atletov sem treniral sam in to vse discipline, med katerimi je bila tudi hitra hoja. Ne, recimo ne 90 naenkrat, samo si imel pa vedno stalno vsako leto po 30, gotovo 30. In je bila tudi hitra hoja. In sem imel dva v različnih obdobjih, sem imel dva atleta hitrohodca, ki sta tudi zmagali deželno prvenstvo. In eden od teh dveh je rekel, glej Fabi, jaz sem sit tukaj tega stadiona in je bil državni finale, je imel v Milanu državni finale. Sem rekel, zdaj bo treba, Alfredo se imenoval, se je tudi on, Slovenc, Zudek, zdaj bo treba trenirati malo bolj za državni finale, jaz sem sit tega stadiona, teh krogov okoli me vrti v glavi. Ok, gremo v Bazovico, na cesto in gremo trenirati na cesto. Tam mi boš kilometri, ti bodo minili, se ne boš niti zavedel. Ne? V redu, in greva skupaj, jaz tečem, on hodi ob meni. Določen trenutek, po niti 2 kilometrih, se točno spomnim kraj, kjer mi je on rekel te besede. Rekel, Fabio, mi ni lepo, da mi tukaj meni pri ušesu ti meni skačeš, poskakuješ. Ne, poskusi tudi ti hojo, ne? Jaz logično tehniko sem vedel, če sem treniral druge, ne? Tehniko sem vedel točno, kaj pomeni hitrohoja. Tiste leta je bilo tržno tudi ogromno hitrohodcev, to sem tudi videl jih, ne? In sem imel razne tudi pogovore s trenerji hitrohoje, da sem potem tudi jaz pridobil pri znanju tehnike in to, ne? Pri trenerjih, ki so že mnogo let trenirali hitrohoje. V redu, jaz sem pričel lepo hitro hoditi, tisti moment, poskusim tudi jaz. In sem videl, da mi ni delal nobenih težav, da mi je šlo tehnika, kot da bi bil rojen za hitrohojo. Sem končal tisti trening, se spomnim 5 kilometrov, se napravil, oziroma glede na to, da pri 2 kilometra, 3 kilometre se napravil tisti dan, sem končal na koncu v istem ritmu kot moj atlet, ne, ki je bil eden, ki je zmagal deželno prvenstvo, samo potem 2 dni nisem mogel hoditi, ker se je bolelo. Po 10 dnevih sem šel na to tekmo, 5 kilometrov, mi ni bilo dovolj, po mesecu in pol imam na dnevniku, jaz imam dnevnik, si pišem že od prvega dne, ko sem treniral, do sinoči imam dnevnik, vsak dan si pišem. In po mesecu in pol se napravil na stadionu tukaj v Trstu 20 km na stezi, to se pravi 50 krogov, ne, v hitre hoje, in sem tudi končal tekmo, čeprav sodniki so mi rekli potem, glej Fabio, tisti dan, jaz sem šel ven stadiona, se mi smilil. Je rekel, malo zgledajte, kako se ti matral. In po 6 mesecih sem šel na državno prvenstvo na 50 km, tisto leto tako. Se ko je treba tako izbiti sodu dno, ali bo, ali ne bo. In je bilo. Dajva še čisto malo tehniki. No? Zdaj, vem, da sta dve pravili, ki definirata vsaj pri sodnikih pravilnega hodca, to je, se pravi, iztegnjeno koleno pri pristanku, pa saj stik s tlemi z eno nogo, to drži. Kako povej mi, ti mi povej. Pri prvem dotiku terena s peto, spredaj logično mora biti koleno stegnjeno do vertikale. Do vertikale. Po vertikali nekaj, če ne bi bili kot ostržki, bi hodili, ne? In je pa mora biti vedno, in to recimo še gre, recimo danes govorimo, ne? In potem mora biti staren tik s tlemi, in pri modernih, predvsem hoji zadnjih let, tega praktično pri najboljših atletih tega ni več. Ne, samo je ena stvar, da sodnik lahko presodi samo na prosto oko. Tako je, ja. Tako. Ne sme se posluževati nobenih tehničnih fotk, ne sme delati fotk, ja. Tako, ja. To samo na prosto oko in to izrecno piše gor na pravilniku. Ne. Na prosto oko pa so frekvence, današnje frekvence atletov, tako hitre frekvence, da ne zazna človeško oko, da ni kontakta s terenom. Logično, če vstaviš ti sliko, jo vidiš, da so recimo 2-4 cm v zraku, ja, tako. Nekje, ne? Samo tega oko ne zazna. In če to oko tega ne zazna, je pravilo. Ja, mislim, si v pravilu. Morda ne vem, če je bilo na Sloveniji, če je bil unidan posnetek
z olimpijskih iger. Na italijanski strani, ker je komentator bil tudi višji hitrohodec, je povedal, jaz sem sicer vedel že prej, ker se je prav ta tržaški sodnik, ki smo prej od njem govorili, da je predaval tudi v Ljubljani, si izmislil neko podložek v čevljih, ki bi v obeh nogah bi imeli atleti in bi bil povezan z nekim čipom, ne, ki bi potem zaznal, če je kontakta, ni kontakta, ne, in bi moral vsak atlet imeti na sebi eno uro specifično, ki bi imela 10 črnih pik, ne. Pri vsakem nekontaktu strela bi se na teh pik upihnila. Ko bi zmanjkalo pik, avtomatično bi bil diskvalificiran. In to so potem praktično zagnali te podložke in praktično tudi konkretno tudi preskusili Španci. Samo potem je nastopila Svetovna atletska zveza, ki je rekla, fantje, če mi gremo do tega, hoja je konc. Ali gremo spet 30 let nazaj, ko je bila tista hoja 1-2 in ni bilo problema s kontaktom, ne? Samo ni potem več spektakla, ne? Mislim. Tako je. Ima, ne, za 1 minuto na 10 km, za 3 minute na 10 km bi bili pa casnejši, ne? Ker zdaj svetovni rekord je 38 minut na 10 km. Pod 41 ne bi bilo, ker ko greš ti že potem odvisno od atleta do atleta, kako dolge noge ima in koliko moči ima v nogah. Recimo, da nekateri že pri 4 minute in 15 sekund že nimajo kontakta. Nekateri pridejo na 4 minute, samo po 4 minute gotovo nimaš kontakta. Absolutno ni mogoče. Ni mogoče. Tako da bi bilo konc hitre hoje, ne? Tako so tisto tem blokirali in zdaj grejo naprej s temi pravili na prosto oko. Na prosto oko in ok, si gledal olimpijske igre, zdaj si spremljal dirko tekmo na 20 km, si? Ja, sem spremljal, ja. Recimo, da prvega tudi na prosto oko bi ga jaz diskvalificiral. Potem je druga stvar, žal, ne? Pri hitre hoja ali jo spremeš, kot je, ali se ne ukvarjaš z njo, ne? In jaz sem tudi na svoji koži večkrat občutil, da je večkrat odvisno tudi ne tvoj način hoje, tvoja tehnika hoje, ampak tudi kakšen dres imaš na sebi. Ja, žal je tako. So nekateri, recimo v Italiji, vsi atleti iz vojaških ekip so bili nedotakljivi. Oni so lahko tekli in nobeden jim je rekel nič. Zakaj? Zato, ker so bili njihovi trenerji so bili člani tehničnega vodstva Italijanske atletske zveze. In bi prišel, češ, kandaj, če bi diskvalificirali kakšnega njih. Jaz se spomnim, recimo, da sem bil na Siciliji na državnem prvenstvu na 50 km, smo bili je bilo okoli 20 km in med prvih 20 sva bila dva od civilnih klubov. 2 atleta civilnih klubov. Eden je sicer bil že prej karabinier, ampak je končal službo pri karabinierih in se je spet povrnil v svoj civilni klub. In pri 20 km smo bili, jaz in on, smo bila med prvih 10 in v času, ko so videli, da ustrajamo, da ne bomo nehali, so nas v 200 metrih 1, 2, 3 in diskvalificirali. Eno rdečo, drugo rdečo, 200 metrih, takoj diskvalificirali. On je hotel, je skočil gor na sodnika, hotel napast, za srečo bi njegov na Ameriko, ker če ne ti diskvalificiral do življenjsko, ne? Nimaš kaj več, ne? Sej potem ni tekmoval več, je rekel, ne. Samo to, hočem reči, on je bil prej karabinier in je dotakljiv, nikoli. Kot je prestopil civilni klub, jaz sem bil v klubu, gotovo. Ni znal več hoditi, kot da bi menil tehniko. Ma ni bilo to, on je vedno tako hodil, ne? Žal je tako, jaz sem okusil v več državah, recimo v Švici, v Avstriji, na državnih prvenstvih odprtih, na 50 km, v Švici na 20 km, ko sem jaz zadnji kilometer, jaz nisem pospeševal nič, jaz sem hodil moj ritem, samo drugi so crkali. In ko sem ujel Švicare ali Avstrijce v Avstriji, na 50 km, pri 42 km, jaz sem ujel oba in v času, prej me niso sodniki niti povohali, potem v času 300 metrov, 1, 2, 3 in diskvalifikacija. In kaj je? Nisem. Črna pika pri hitri hoji, za katere žal tudi nekateri mladi opustijo, ker je enkrat diskvalificirajo, dvakrat diskvalificirajo, potem si rečejo k vragu.
še to matranje. A ne? Ja. Ti si imel, nisi imel veliko diskvalifikacij, praviš, nekaj pa jih je bilo. Menda so te enkrat diskvalificirali 100 metrov pred ciljem, pač to še na slovenskih tleh, na nekem balkanskem prvenstvu v Novem mestu, to drži? Ne, so me diskvalificirali po cilju. Ojoj, razloži prosim to zgodbo. Sej, ne vem ti razložiti, po pravici ne vem razložiti, ker je bilo tako, tam je bila balkansko prvenstvo, mislim, da je pred 2 letoma bila indoor, ne, na 3000 metrov je bilo. In malo pred tem, imam par krogov pred koncem, so ga Hrvata dali v Pitlen. Pitlen je tista gajba, kjer ti počakaš, ko imaš tretjo rdečjo opomino oziroma predlog diskvalifikacije. In tam počakaš, recimo pri 3000 metrih je 30 sekund. Ko je on prestal tistih 30 sekund, sem jaz, ker tistih 30 sekund prestaneš na indoor stezi, recimo 50 metrov pred ciljem, ne? Če si na veliki stezi je 100 metrov pred ciljem, ali pa če je na cesti je vedno 100 metrov pred ciljem, ne? Te pit lane izmenuje. Ne? In isti trenutek, ko on je prišel ven z gajbe, sem jaz šel mimo. On se je prilepil meni, ne? Ker tistikrat smo bila oba na cilju, samo on je bil, ni bil moja kategorija, on je bil dosti mlajši od mene, ne? In on se je zahnal in praktično spet v teku me prehitev. Ko sem jaz videl, da je on blizu mene, sem se mi prilepil, ima 20 metrov pred ciljem, in ko smo prišli na cilj, njega so pustili in so diskvalificirali. Samo ne me vprašati, ker ne vem. Si se kaj pritožil takrat? Ja. Ker jaz nisem imel tistikrat nobenega rdečega kartona, to me diskvalificiral. Glavni sodnik ima moč, da te diskvalificira, tudi če nimaš nobenega kartona, ne? Samo če recimo tečeš zadnjih 100 metrov, recimo na velikem stadionu ali 50 metrov na indoor stezi, ne? Samo ni bil to on očitno se je potem med publiko so vsi pričeli kričati, žvižgati, to, samo jaz sem šel tja, sem rekel, fanti, sem prišel na cilj, moj čas ga je zabeležen, ne, tako, če bi me 100 metrov prej, logično, ne bi imel več kaj iskati, tekem nisem končal, čas je zabeležen, če nisem imel nobena rdeča, če ne veste, zakaj ste me diskvalificirali, ja, ma to je bilo, to je, ne, nekaj so filozofirali, pustimo stati, dodajte mi 30 sekund, ne, dodajte mi 30 sekund, ne, in ni mogoče. Samo, veš kaj, nisem si še razložil, zakaj so me diskvalificirali. Stvar je, da me niso ne potem, ne prej nikoli. In jaz sem hodil vedno na isti način. Letos sem diskvalificirali recimo na Hrvaškem, indoor tudi po cilju, vedno ista stvar. Potem, samo 2 tedna kasneje, in ni lahko to, sem šel jaz na Evropsko prvenstvo, ni lahko na Poljsko, ni lahko, da greš na eno svetovno Evropsko prvenstvo, ali bodi si katero prvenstvo važno, in da greš tja po komaj prijeti diskvalifikaciji. Ker če tudi si popolnoma gotov svojih tehničnih zmožnosti, imaš vedno ta dvom, morda. Jaz sem prišel na Poljsko, ko sem prišel na cilj, mi je eden od sodnikov, ki ga dolgo let poznamo, on je bil 5. na olimpijskih igrah tudi v Moskvi, Bulakovski, je prišel k meni in mi je čestital, glej, je rekel, izredno dober stil. Se ko ja, reči Hrvatom, so me pred 2 tednoma diskvalificirali. To je to. Se pravi, hojo, ali jo spremeš kot je, ali jo ne se ne ukvarjaš njo. Ja, tako. Pomisliš malo, rečeš, jaz sem imel tudi pozitivne trenutke na račun drugih, v smislu, da recimo sem bil na Japonskem, sem prišel na 5 km drugi in so Rusa, ki je bil pred mano, diskvalificirali po cilju, ne? Nekje se povrne, recimo, samo ni to, ne moraš računati na to, da bo drugi diskvalificirali. Ti moraš računati, da tebe ne diskvalificirajo predvsem, ne? Se pravi, praktično neke pametne, absolutne generalne rešitve za to ni, sodniki so kakršni so, računajmo, da so usposobljeni za to, kar delajo, tvoja pač naloga je, da se držiš pravilne tehnike, pa računaš, da bodo sodniki pošteni, pa da ne bodo pač ti v škodo sodili, če bo tako, ne? Ali kako? Vidimo, da velikom odstotku sodniki so pošteni, ne dajem vse v koš, absolutno ne. Pošteni sodniki, samo je vedno
nekje vmes, kakšen, ki gleda na te kot nekaj, ima, ne vem, ne morem reči te besede, da bi rekel, da ne da te sovraži, ampak da ima nekaj do tebe in osebnega, ne, izrazi potem v teh diskvalifikacijah, žal, se dogodijo in to nimaš kaj, moraš sprejeti. Jaz v tisti krat v Švici, recimo v Luganu, sem napadel sodnika tisti krat, ne, ker mi nisem zdržal, sem bil psihično tako na koncu, da moraš ti 20 km niti en rdečega kartona in 100 metrov pred ciljem diskvalificirati, zato ker sem prehitev tisti krat Švicarja, razumeš? Srko ste vsi mafici, ne, in ko sem rekel to mafici, in jaz tisti krat, glej, slučajno sem tekmoval 10 let, 8 let sem tekmoval za ekipo iz Rima, nisem še državljanstvo, to govorim 80 leta, ki je bil moj predsednik, je bil Giulio Andreotti. In malo mesec predtem je bil on, so ga obsodili za mafijsko druženje. In sodnik mi je rekel, ma prav ti to mi rečeš, meni mafijec, članega kluba, ki je predsednik mafijec. Skrat so mene doživljenjsko diskvalificirali v Švici, ne? Noro. Ja, doživljenjsko sem diskvalificirali, potem po 6 letih so me pa sprejeli spred, so mi izbrisali diskvalifikacijo, da potem sem še večkrat tekmoval. V Švici sem tudi napravil rekorde svetovne, tudi v Švici na stazi, recimo na 35 km, ki je še sedaj je italijanski državni naslov na 35 km, ne na stazi, še zdaj kot članski državni naslov. Eden od dveh, ki ima. Jaz sem v Italiji recimo edini, ki imam dva članska državna absolutna naslova in nisem nikoli nastopil z državno reprezentanco. Ker sem, ja, tako je. Zato zgodovina je res nora, pestra. Ja, kljub temu, da nisi nastopil za italijansko državno reprezentanco, si pa zanimivo bil na olimpijskih igrah ne kot tekmovalec, ampak kot, bo rekel, spremljevalec, kot gledalec, celo na slovesnosti si bil zraven, je tako? Na olimpijskih igrah? Ja. Jaz sem bil dvakrat na olimpijskih igrah kot gledalec sicer, ne? Leta 1972 v Münchnu in potem leta 1980 v Moskvi, ne? In recimo, da tam tisti krat 1980 leta, ko sem bil v Moskvi, se spomnim, sem bil na stadionu in so nam napovedovali, je bila hoja na 20 km, ne? In napovedovali je spremljal tekmo in je obvestil, da se bližajo cilju, ker tekmovanje je bilo izven stadiona. Cilj je bil samo cilj je bil na stadionu, ne zadnjih 300 metrov. In je rekel, da je vodi Rus Solomin, drugi je bil Bautista, Mekčan, in tretji je bil da Milano, Italijan. In potem bilo vse tiho, čakamo, da pride noter na stadion, ko prijo na stadion, vidimo, da Milana, samo Italijana. In kje so drugi? Jaz sem gledal po celi stazi okoli, kje so, sta prišla noter, morda jih nisem videl, jih ni bilo. In mi smo komaj potem naknadno zvedeli, da sta oba bila diskvalificirana pred stadionom, pred vhodom v stadion. Tik pred se. In ti se krat veš kaj, da jaz sem ti krat bil, mislim, hojo sem tudi treniral in to je prišel Italijan, je zmagal noter, jaz sem da Milana poznal tudi že, ne. In ti se krat je pričelo nekaj v glavi mlet noter, da hitra hoja pravzaprav ni tako grda disciplina, kot mi jo pravijo ostali, ne, tisti, ki so proti tej disciplini. In res, moram reči, potem je bil tudi njihov brat, je bil 10. tiskrat od Giorgio, ne, Maurice je bil brat, tak je zmagovalec, ki je še zdaj je odgovoren za hitro hojo pri Svetovni atletski zvezi in osta dvojčka na dva, ne. Tako da, potem, ko sva se po 10 letih, ko sem jaz pričel s hitro hojo, se spomnim, smo bili v Milanu, v Švico San Giovanni, je bilo mednarodno tekmovanje in je prišel k meni in je rekel, Fabio, zakaj nisi pričel prej? Morda bi v Moskvi nastopili oba. Jaz nisem bil tisti krat, niso mogli v Moskvi, če se spomniš, 80. leta niso mogli nastopiti vojaške ekipe, ne. Italija recimo ni mogla nobenega vojaškega atleta, ki je tekmoval v vojaški ekipi, ki je smel nastopiti. Ta Milan je tekmoval za Iveco Torino in je bila civilni klub in jaz recimo, če bi tisti krat tekmoval zdaj nima smisla, da govorimo, kar bi lahko bilo in kar ne bi lahko bilo. Bi bilo pa, recimo, da potem razen Mauricia da Milana vse državne reprezentante italijanske, tudi njegovega brata, Belluccija, Grekucija, Vizina,
prej sem vseh premagal potem v naslednjih letih. Olimpijske sanje, ja, Fabio Rucerja, bil si tudi 72 na olimpijskih, takrat, ko je bil tisti pomor izraelskih atletov, tisti dan si bil tudi tam okrog stadiona. Mislim, imaš kar zanimive dogodivščine z tega olimpijskega dogajanja. Ja, tisti krat v Münchnu ni bilo lahko. Jaz sem bil z enim mojim kolegom, tudi športnik, tudi on, smo bili v Münchnu, smo šli z vlakom, gor smo spali pri nekih privatnih doma in tisti dan jaz in on smo večkrat zahajali v olimpijsko vas. S tem, da smo si doma oziroma gor v Münchnu napravili same neke izkaznice, ki so bila podobni tistim uradnim, ne? In da smo samo na hitro pokazali Nemcem, gotovo Nemci ne bi mislili, da bomo mi lahko kaj napravili kaj takega, ne? In so bili prepošteni Nemci, ne? Samo Italijani, veš kaj imajo, so iznajdljivi, ne? In smo hodili noter v olimpijsko vas in jaz sem vsak dan tudi, tam noter sem imel prijatelje moje, metalce, Kopijaša, Kramerotija, metalce diska De Vincenti Simeon, ki je bil iz Vidma, smo se dobro poznali, ki smo večkrat tudi tekmovali skupaj, ko sem jedel od 60 ravoj. In večkrat smo hodili noter in smo šli celo v menzo olimpijsko in smo jedli z ostalom. Kot atleti ni bilo problemov. In tisti dan je rekel ta moj kolega, je bil z mano Bruno, je rekel, veš, Fabi, jaz danes ne grem na to olimpijsko vas, ker bo grem rajši gledati odbojkarsko tekmo, nekaj, ne vem, se ne spomnim, kakšna je bila. In jaz sem šel sam noter. In ko grem noter, vidim blizu italijanske, kjer je bil sedež italijanske reprezentance, ker sem šel njim, sem šel tja, da grem potem s prijatelji z njimi, da grem skupaj. Sem videl gor na strehi, sem šel mimo izraelske, ker je bilo po abecednem redu. Izrael je bil tako blizu Italije, ne. Na strehi enega zamaskiranega z mitraljezom v rokah, zamaskiranega, da imel to kapo črno gor. Jaz sem mislil, da je to en normalen nemški ki straži olimpijsko vas, ne? In sem šel noter, gremo s temi prijatelji, gremo jesti in potem zvečer jih pozdravim, da bo šel ven in ko prijem na izhod, me ne pustijo več ven, policisti, ne? Skaj, ne, tu ne greste ven, je blokirano, vas je zaprta, niso hoteli povedati, zakaj nekaj se zgodilo, smo mislili, da je kakšen rop ali kaj je zgodilo, ne? In kaj bo, kdaj boste odprli, a ne, gotovo, to noč, gotovo ne, treba rešiti velik problem in ne? Jaz se vrnem k Italijanu in tisto noč spal pri njih v sobi tam na tepihu po tleh, ker postelj ni bilo. Naslednje jutro in nihče ni vedel nič, kaj se dogaja, ne? Tudi, ker niso hoteli sprožiti alarma, da ne bi postala potem panika, ne? Mi smo zvedeli to, komaj ko smo se vrnili domov celo. Niti na časopisih v Nemčiji niso objavili tega zaradi panike, da ne bi pa se potem bežali domov, ne? In naslednje jutro sem šel ven in sem šel smo postili ven normalno, ker tistikrat se je že dogodila cela tragedija, že na letališču je že šla mimo, ne. In komaj logično, ko pridem v sobo, ker me je čakal moj kolega, me vpraša, zaskrbljen, kaj se je zgodilo, kaj se ni zgodilo, sem bil skrbeh, kje se je bil, veš, se mi je zgodilo to, ne vem, kaj je nekaj zgodilo, morda je bilo kaj narobe, tako da ti povem po pravici, da ko sem prišel domov, sem zvedel, sem se malo podelal hlače, ker sem se zavedal, kaj sem jaz tisti dan riskiral, recimo, ne. Da bi lahko bil nekje blizu. So bili tudi, s športom ni imelo nič prav, so bili tudi težki trenutki, recimo, ne. So se nekje maščevali na zgrešenem športnem področju. Ja, grozno. 52 let je že od tega, recimo, da je to preteklost, se to nikoli ne bo ponovilo, ampak dajmo se vrniti zdaj k tekmovalni hitri hoji. Res me zanima, recimo, kako težko se je priučiti zdaj hitre hoje. Jaz pri svojih 48 bi se odločil, ok, Fabio, nauči me nauči me hitro hoditi, ne? Zdaj, glede na to, da ti še zmeraj prehodiš 10 km v uri, ne? To je za povprečnega, če primerjavo dam, rekreativnega tekača, tempo 6 minut za kilometer, ne? Kar spodoben tempo, ne? Moraš kar že nogo stegniti, pri svojih 70 prehodiš, ne? Se pravi, nekaj je na tehniki, kakšna je zdaj ta tehnika, kako težko se jo je priučiti, koliko časa traja to? Ja, kot sem povedal prej, najprej se jo naučiš, ko si mlad, ne? Da imaš tudi gibčnost,
elastičnost, prožnost in to in se takoj hmalo nauči. Sicer so nekatere specifične vaje. Recimo za enega tekača, vsaj vzdržljivost imaš, ne? Imaš pa popolnoma nasprotne mišice, ki delujejo pri teku ali pa pri hoji, ne? Ker recimo pri teku imaš stegna in imaš meča, ki pomagajo, ne? Pri hoji imaš pa popolnoma obratno, imaš bicepse, se pravi nasprotni strani, zadnji strani stegna, imaš sprednje pri mečih, ne sprednje, ker se goleni, mišica, ki dviguje gor špico od nog, ne, ker tiste nimaš trenirane, ne? In največ težav prije prav pri tisti mišici, ker ni trenirana in se je zelo lahko vname, ne? Pokostnica torej. Recimo, da bi en tekač ali eden, ki nikoli se ni ukvarjal s hojo, da bi pričel s hojo, jaz mu rečem, ti hodi normalno, ne? Potem počasi dviguje ritem, boš prišel do nekaterega momenta, ko boš dvigoval tudi roke gor, da imaš roke na 90 stopinj, da si pomaga z rokami, ker roke ogromno pomagajo pri hitri hoji, ne? Ritem rok je avtomatično tudi sinhroniziran z ritmom nog, ne? Se pravi, da če ti močno porivaš z rokami, boš avtomatično tudi močno porival z nogami, ne? In pospeši korak in boš prišel do trenutka, ko se ne bo zavedal, ampak avtomatično boš pričenjal premikati boke naprej, ker samo tako lahko zdajšaš korak, ne? S tem, da zdajšaš korak, si prej na cilju, logično, ne? Skoraj isto, z istimi močmi, samo koliko moraš premakati naprej, ne? Zato tudi mi imamo rit, ne zato, ker se nam ugaja, ker se nekaj šopirimo tam po cesti, ampak zaradi tega, da delamo daljši korak, ne? Boki so tisti, ki porivajo vse skupaj naprej, razumem. Ja, prav zaradi tega, da prispevaš k boljši gibljivosti kolka, ne? So priporočljive te vaje, recimo hoja v osmici, ali pa hoja naokrog v eno smer, potem v drugo smer, potem slalom na črti, na ravni črti, na eno stran drugo, ker to je najbolj moraš trenirati, predvsem pri določeni stavini, ko imaš že malo tortelja, recimo, dobro, mislim, nima težav, sem spoznal tudi v svojih izkušnjah, nima težav tisti, ki dosti plešejo, ne, recimo plesalci, ne, ker imajo razgibane boke, ne, že. Zanimivo. Se pravi, tekači imamo, ampak večina rekreativcev ima kronične težave z zadnjimi stegenskimi mišicami, ne, ker imamo premalo razvite in potem se tam začnejo poškodbe, pa seveda z gluteusi in tako naprej in vsi priporočajo izpadne korake, pa počepe, pa tako naprej. Ti pa praviš, hoja je v bistvu pa tista, ki ravno ta del razvija. Se pravi, vi ste hodci, ste močni v zadnjih stegenskih mišicah, ja, tako močni, ne, da če bi šli teč teh težav. Tako močni, da edino poškodbo, ki je pri hitri hoji, ki se lahko odi, je prav na tistih mišicah tam, ne? Prav na bicepsu, ne? Edina poškodba. Nikjer druge hitrohodec nima poškodb. Ker recimo, kot sem že omenil, da bi starejši ljudje vedeli, koliko manj škodljiva oziroma rizična za poškodbe je hoja napram teku, ne bi nobeden več tekel, bi vsi hitro hodili. Jaz se spomnim, ko sem bil v Ameriki, v New Yorku, smo se hodili pred newyorškim maratonom, ker jaz sem ga dvakrat upravil v hitri hoji, ker je bila tisti krat zelo več, sicer je bila tudi tekma v hitri hoji, ne, istočasno, ne. Enkrat sem bil 5, enkrat sem bil 7 in zjutraj sem hodil na trening, to govorim v 80-ih letih, sem hodil v Central Park na trening in tam je bilo ogromno ljudi, ki so delali hitro hojo, ogromno, najmanj dvakrat več kot tekačev. In jaz sem se čudil temu, ne, se rekel, niso bili to neke profesionalci, neke agonisti, so bili normalni ljudje, ki so delali hitro hojo namesto teka, ker so spoznali, ker vedo, morda tudi, ker so nekje brali ali slišali, da je hoja manj škodljiva pri določenih letih kot tek. Ker nimaš hoja in zaporedje korakov, medtem ko je tek in zaporedje skokov. In že beseda skok pomeni, da nekaj udarjaš. Pri hoji ne udarjaš nič, samo drsaš. Samo reči, ja, ti si boš podrsal vse kolena, vse kolke, ni nič res. Jaz si lahko dršam kot hočem, ne bom porabil zaradi tega, ker nimam udarcev, da bi se kje drobilo, lahko mi hrustancer, kaj, ne. Samo nekje je spoznano, so spoznali, če dognali, seveda
to zelo osebno tudi, ne? Da celo s tem, da drsaš hrustanec, recimo pri koljkih in pri kolenih, da celo nekje stimuliraš obnovo. Ne? Zanimivo. Ja. Pravim, to je osebno, ne? Zelo osebno. Nekateri se itak porabijo tudi, ne? Osteoporoza, to ne toliko primerov, toliko stvari, ampak in zdrav človek celo stimulira regeneracijo hrustanca. Ja, jaz bi, če bi gledal hitrohodce, ki te ekscesne gibe z boki pač delajo, prva stvar, ko se pogovarjamo, ko to gledamo, rečemo, bogi ljudje se si bodo te kolke znucali še pred 30 letom, da ostalega sploh ne omenjamo. Ampak ti praviš, da pa nekih empiričnih podatkov ni veliko hitrohodcev, ki bi imeli s tem težave. Ali kako? Ja, ni podatkov, predvsem v Sloveniji, ker ni hitrohodcev. To je katastrofa. Ja. No, v Italiji ti podatki so. No, in italijanski podatki pravijo, da hitra hoja ni škodljiva za kolčni sklep. Absolutno ne. Hočem reči, tudi za kolena ne, najbrž tudi sila teže je tle bistveno manjša, ki pritiska na koleno. Ker nimaš poskokov, nimaš tistih udarcev, mikroudarcev, recimo, ki stalno forsirajo gor na sklepe, na vse sklepe, koljke, na kolena, na hrbtenico recimo tudi. Ne? Jaz imam kar nekaj bivših tekačev, ki niso mogli več tec, ker so imeli problemi s hrbtom, so imeli problemi z koleni, so imeli problemi s ahilovo tetivo in so se pričeli ukvarjati s hojo, ker niso imeli nobenega problema več, ker recimo ahilove tetive pri hoji ne uporabljaš, ne? Oziroma zelo pasivno, ne aktivno. V dobrih časih imamo tudi, na nekšnem berlinskem maratonu je kategorija power walkinga, potem rekreativcem priporočajo nordijsko hojo, ker jim dajo še palice. Koliko različno so te discipline od recimo discipline, ki jo ti prakticiraš? Recimo nordijska hoja je zelo podobna hitri hoji. Recimo, da nordijska hoja, rolkanje tudi, so tiste, in hoje so tiste discipline, ki so si zelo slične, recimo pri klasični nordijski hoji, ne v tej patinirni, ko rečemo. Ne. Razlika je recimo samo pri rokah, ne, da več porivaš pri hoji, nordijski hoji in tudi pri rolkanju, bolj porivaš z rokami. Ne. Je pa ena druga disciplina, ki zdaj je tudi v Italijo prišla, kot vse discipline je ta pričela rojena v Ameriki, je fit walking. In ta fit walking je praktično hitra hoja, samo brez stegovanja kolen. Ne? Enaka kot hitra hoja. Ni palic, praktično je kot na nordijska hoja brez palic, ne? Brez stegovanja kolen. In to je celo tekovanja že prirejejo pri nas v Italiji. Ne? Je dosti lažja kot hitra hoja, ker nimaš tega obveznosti stegovanja kolen. Delaš pa dolge korake, ne? Prav zaradi tega, ne? Ker če hitrost moraš doseči. Tako da imaš ta gibanje koljkov je enako kot pri hitri hoji. Zanimivo. In to se je nekje že predvsej tukaj pri nas v Italiji se je že populariziralo. So celo šole za ta fit walking delajo. Tako da, mislim, je celo nekaj hitrohodcev pričelo se ukvarjati s hitro hojo po tem, kar so delali ta fit walking. Ne? So rekli, pa to, me uvaja, ne, poskusimo še blokirati kolena in to bo to, ne, in so videli, da gre, ne, tako da je tudi to prispevalo nekje, da smo zgostili neke vrste. Deva še, mislim, ti si že fit walking tekmoval, kakšni tekmi, ne še? To, ne, nisi še šel. Ne, ker jih ni tukaj pri nas blizu, jih ni. So v Venetu, so dol po Lombardiji, v Toskani, mislim v Piemontu, na Sardiniji celo imajo, v Laciju, samo veš kaj, jaz imam že mojo hitro hojo, tako da nimam časa, da bi se ukvarjal s tistim. Ne. Veš kaj, potem verjetno mi ne bi bilo tudi, bi bilo nerodno, ker bi verjetno edini, ki bi tekmoval s tehnimi kolenmi, ne? Ker to ti avtomatizem, ne? Avtomatizem ga ne zbrišeš več. To pa je 40 let hitre hoje, se ti zaleze v mišice in kosti. Povej mi,
pa zdaj še vedno treniraš, pa prej si treniral. Kako izgleda trening, recimo treninški, vem, kako izgleda trening tekača, recimo imamo pa intervalni trening, malo dodaš, pa imaš malo fartleka, pa imaš dolgi počasni tek in tako naprej, imaš tek v klanec, pa tek s kakšnimi pospeševanji. Kaj pa pri hitri hoji? To si ne predstavljam, kako tam treniraš, zdaj imaš ravno tako protokole različne ali pač hodiš? Ne. Glej, treningi hitre hoje so izredno podobni, če ne enaki, kot treningi dolgoprogašev. Ker hitre hoje imaš tudi tekmo na 5 km, samo 5 km sprint, recimo za hitro hojo, ne? Samo recimo, da glavne discipline so one daljše, ne? 20 km je bila 50 km, recimo zdaj ni, zdaj je 35, zdaj nekaj so zmislili, neki maraton čudni tam, ne vem koliko časa bo trajal, okej. So isti način, je fartlek, je dolg trening, je srednji trening, mislim, srednja hitrost, imaš hitre treninge, imaš te pospešene treninge, imaš hojo navkreber, ne, ker hojo navkreber, predvsem za začetnike, zelo priporočam hojo navkreber in hojo navzdolj. S hojo navkreber pospeši oziroma treniraš moč in navzdolj, hojo navzdolj, pa se naučiš daljšati korak in sprostiti korak, samo pri tem moraš zelo paziti, da ne krčiš kolena, logično, ne? In tam se naučiš odpreti, recimo kompas, ne? Pri hojo navzdolj. In tako da bistvene razlike ni. Evo, recimo, morda edina razlika je ta, da pri hitri hoji žal, ko je bila še 50 km, moja disciplina je bila vedno 50 km, so razdalje še daljše, ne? Te prideš tudi do 40 km v treningih, ne? Ma to parkrat na teden. Recimo, jaz sem delal, ko sem pripravljal 50 km, sem delal te, ko se reče, te interval treninge, 3x10 km, z počitkom 2 minut, med enim in drugim, vse po 5 minut na kilometer, ne? Logično. Mislim, to je že za tekača izjemen zalogaj, kaj za hitro hodca, ne predstavljam si, res si ne predstavljam, kako hitro je to, koliko treninga rabiš, to si potem delal kako, ne vem, po 100 km na teden več, ne vem, nore številke. Ko sem pripravljal tekme na 100 km, ko sem dvakrat šel tudi 100 km, sem delal po 180-190 km na teden. Mislim, kje si imel, vse si bil hiter, ampak to je ogromno časa, to je bilo ogromno ur, kdaj si za božjo voljo lahko treniral toliko? Ja, če ti jaz povem moj delovni dan, če jaz zdaj pomislim, kaj sem jaz delal, zakaj ne vem, kako sem sploh še ostal živ. Ker jaz sem delal nočno službo. Jaz sem delal v tiskarni Primorskega dnevnika, tukaj v Trstu, slovenskega časopisa, ne. In sem pričel službo ob 22 večer in do 4 ure zjutraj. Jaz sem prišel domov ob 5 uri, 5:30 sem šel spat, ob 10:30 sem se zbudil, se pravi, da sem spal 4 ure in pol, 5 največ. Sem bil že ob 10:30 sem bil že v Padricah na cesti na treningu, tam sem treniral najmanj 1,5 ure do 3 ure, tudi več, ki je odvisno, kakšen tekmo sem imel. Sem prišel domov, pojedel kosilo, popoldne v njivi, cel dan na polju, na njivi, prišel domov po večerji in se v službo. In to naprej, tako, vsaki dan. Noro, mislim, o tvojem natrpanem dnevnem urniku, ko si spal 5 ur, treniral po nekaj ur, bil na njivi, bil na šihtu, hkrati imel pa ženo, pa 2 otroka, mislim, kako pa je pa tudi družina spremala to tvoje, bo rekel, ukvarjanje športom, katerim si bil izjemno uspešen sicer, ampak denarja ti pa ni prinašal, je pa vzel veliko časa. Ja, veš kaj, jaz sem že tolikokrat se zahvalil ženi, da je imela potrpljenje, da me je spremljala, ker recimo na važnejša tekmovanja, ko sem tekmoval po svetu, je prišla vedno žena z mano tudi, ne, tako da sva oba videla vseh 5 kontinentov, kjer sem tekmoval. Ne, saj nujno tako, ker je prav, smo si praktično dopust preživela na tekmovanjih, po tekmovanjih, recimo smo bila v Avstraliji, v Afriki, v Južni Afriki, na Japonskem, v Ameriki, po celi Evropi, v 38 različnih državah se tekmoval, na vseh 5 kontinentih in glede, kar se tiče tega, 50% mojih tekem v času, ko sem še
hodil v službo, se napravil brez spanja. Mislim, sem šel direktno na tekmo, končal službo in šel direktno na tekmo. Večkrat so mi moji kolegi, hitrohodci Italijani, ko sem tekmoval v Italiji, so me rekli, lahko zate, ker si v komi. Nisi spal nič, ne čuješ nobenega, se ne matraš nič, ker ne veš sploh, kje si. Rekel, ja, vse res. Jaz se zavem, kome po 3-4 kilometrih, ki jo sploh sem, ne. Ni bilo lahko. In mi se hečemo samo zdaj, je bilo kar nekaj prelite krvi. Mislim, noro, zaradi športa si videl cel svet, imaš preštete, rekel si, zapisuješ si dnevnik, bi znal povleči skupaj podatke, na kolikih tekmovanjih si nastopil, pa koliko zmag imaš, koliko stopnič, koliko rekordov, to nekje vse vodiš, ali kako? Na uradnih tekmah v hitri hoji sem doslej prišel na 882 tekem. 882, to je uradno samo hitre hoje. Potem pustimo stati vse desetoroboje in razne tekme, ko sem tekmoval recimo pred hitro hojo. To je okoli 2000 bo verjetno, ne vem, nisem štel. In kar se tiče pa naslovov, svetovnih je 22, evropskih je 19, državnih, italijanskih se ne spomnim in slovenskih še manj. Samo vem, da je nekje, mislim, italijanskih okoli 25 ali 30, ne vem, samo potem, zdaj ne morem več nastopiti na italijanskih državnih prvenstvih, ker sem iz Italije sem štet kot tujec. Ne? Na moji atletski, mislim, izkaznici italijanske atletske zveze piše gor Fabio Ruzier, tujec. Ko jaz tekmujem v Italiji, ne, ker tekmujem tudi za tržaški atletski klub, ne, piše gor Fabio Ruzier, Atletika Massa Trieste, Slovenija. Piše. In toliko ljudi me vpraša, Italijani me reče, kaj trsti v Sloveniji? Ne, samo to reči atletske zvezdice za njih smatrajo, da je trst v Sloveniji. Edini, ki mu je uspelo, da je trst slovenski, je Fabio Ruzier. Evo, zdaj ste pa slišali drame in gospodje, neverjetna, odlična zgodba. Mislim, Fabio, 10 klubov si zamenjal v karieri, najbrž tudi kakšnega trenerja, sam si treniral, greva zdaj pač po Slovenijo, pa k tvojemu delu popularizaciji hoje, hitre hoje, to je tekaški podcast, ampak hoja, spoštovani in spoštovane, kot vidite, je izjemno zanimiva. Najprej bom rekel, Fabio, s temi svojimi dosežki, svojimi naslovi, s tem, da si pri 59, to mi je najbolj fascinantno, bil član atletske reprezentance na uradnem tekmovanju pod okriljem IAF-a. V Rusiji, da se to ni pokali v hitri hoji v Saransku. Noro, pri 59, da si pri 70 bil še vedno članski državni prvak, da si letos odnesel 2 naslova na Evropskem prvenstvu indoor na Poljskem, je tako, mislim. In potem enega na Madeiri. Pa na Madeiri, kaj se je zgodilo, no še mimogrede, kaj se je zgodilo na Madeiri? Ne? Nekdo mi je prišepnil, da je bilo nekaj zanimivega, pa poškodba. Ja, Madeira je nekaj, kar še zdaj skuša razvozljati fizioterapisti v Trstu. Jaz sem si 10 dni pred Madeiro, sem si pretrgal mišico na mečih, 18 mm pretrgano sem imel. 10 dni pred Madeiro, oziroma Porto Santo, je na otok blizu Madeire, ne? Je bilo evropsko prvenstvo na cesti na 10 in na 20 kilometrov. Sem šel napraviti ekografijo in zdravnik mi je rekel, glej, za enega 20-letnega nogometaša je to 30 dni počitka. Samo sem rekel, zdravnik, jaz imam prihodnji teden evropsko prvenstvo, čuj. Jaz nisem slišal nič. Ti napravi, kar hočeš, samo jaz sem ti rekel, kar mislim. Ti napravi, tam je odvisno od tebe. Sem šel k fizioterapistki, bivši atletini tudi, me pregledali, me nekaj tam pravila nekaj, recimo, skušali nekaj zakrpati, ne, recimo, in je rekla, glej, ona me pozna, logično se poznamo že celo življenje, je rekla, glede na to, da poznam, kako si ti trmast, ne, moj oče ni bil Istrijan, ne, da je malo krvi jej trmaste, ne, kot osov istrijanski, ne. Rekel, startaj na 10 kilometrov, da ne boš rekel, da si šel zastojn dol, ne, ker je bila že vožnja plačana, jaz, moja žena, tudi ni bilo kar tako, je bilo kar nekaj 1000 evrov, ne, ni bilo mači solze. In je rekel, startaj in potem, ko prvi najmanjšo bolečino, ko čuješ, ustavi se takoj, ne? Se v redu. Potem, ko sem
šel ven iz njenega studia, sem rekel, Valentina, se imenuje Valentina, če jaz 10 končam, jaz startam tudi na 20. Rekel, pojdi stran, da te ne niti slišim. In res, na 10 sem startal, z nogo vse obvezano, kar je bilo strah v glavi strah in še bolj v nogah, so se mi tresle noge pred startom, ker sem jaz sanjal tisto noč, da po 100 metrih me bo zakrčilo in bom obstal, ne tam. Tudi sanjal sem celo v strahu. Sem startal, logično sem bil po par 100 metrih že zadnji, med zadnjimi, potem sem vsak kilometer, so me spraševali, sem rekel, bodite tiho, ne me spraševati, da se nekaj zbudi. Sem videl, da drži, noga drži, počasi sem pospeševal, pri 5 kilometrih sem ujel tretjega od moje kategorije, kilometer, zatem sem ujel še drugega, prvi je bil predaleč, za srečo rečem, ker če je bil malo bliže, morda bi ga šel še njega, potem bi se morda zares pretrgal do konca, ne. Tako sem ga pustil, da je zmagal in sem prišel drugi. Končal sem meča, vsaj brez bolečin, naslednje jutro nisem mogel hoditi, ker je bilo od zadnjih 10 dni, sploh nisem napravil niti enega metra v treningu, sem se bal, ne, nisem mogel, ne. Tako da me vse bolelo naslednji dan, popoldne naslednji dan sem rekel ženi, jaz startam jutri na 20, ker je bilo že 2 dni kasneje, takoj, ne. Je rekel, čuj, jaz nisem slišal nič, nočem ti niti, da ne govorim niti o tem, ti si rekel, da ne bo startal, jaz ne grem s tabo, je bilo prvič v življenju, da me ni žena spremljala na 20, je šla na kopanje. Rekel, jaz grem na kopanje, ti pojdi, če vedeti nič. In je bilo 10 km stran, je bilo, ne, trasa, proga. In sem šel tja, sem tekmoval in sem končal in sem zmagal, potem 20. Tako sem kontent, takoj telefoniral fizioterapistki, ki je rekel, Valentina. se priporočam, da takoj mi vestiš, če bo kaj narobe. Rekel sem telefoniral, rekel, glej, ne morem verjeti, ki jaz imam tvojo sliko, tvoje poškodbe in ne morem verjeti, se mi prvi zgodi, da en človek sploh lahko hodi, ne da bo potem še hitro hodil, ne. Očitno je bilo nekaj, očitno imam, vse potem nekaj smo se razložili, tako da imam vse druge mišice okoli mečne mišice, imam tako močno razvite, da so tiste obranile nekje, Kompenzirale. da so praktično nadomestile, ne, nekaj, kar je bilo pretrganega. Sicer pri obratih, kar meni se zgodilo, to sem se pretrgal po enem obratu, ne, doma. Pri obratih sem se popolnoma ustavil, napravil se 2 koraka praktično peš, ne, ker sem se bal preveč pritisniti, da morda bi se zarezali potem pretrgali do konca. Ne. In zdaj Nekaj se je povrnjeno, ne, diskvalifikacija je na eni strani, na drugi strani pa ta nepredvidena zlata kolajna celo. Kje imaš vse te kolajne, pokale, mislim, tega mora biti neverjetno veliko, Fabio. Pokali ima jih 300 razpaseni po celi hiši, na seniku, v štali, v kleti doli, med kolajnjem imam pa v njih zabojih hiš, tam, da ne more niti dvigati v orn več, ker jaz jih ne rad razkazujem okoli, nima smisla, ker jaz tekmujem predvsem zame, zase, za moje zadoščenje, za zdravje recimo, zato ker se zabavam tudi v treningu, ne da bi razkazoval to drugim. Potem logično, kot je sedaj v tem trenutku, ali pa prejšnji teden so me intervjuvali Radio Trst, recimo, ali pa televizija Koper in to potem prije skoraj avtomatično, ker ljudje, veš, rezultat prej zdaj na časopisu piše, potem to, ni to moj cilj. Moj cilj je, da tekmujem oziroma da se migam, da pri določeni starosti še uspem ne dokazati meni, predvsem, da sem še nekje zmožen določenih stvari, določenih rezultatov in ne bom jaz nehal, kot si prej ti omenil, morda, ko me bodo prisedi drugi prehitevati, da bo nehal. Ne, jaz bom nehal samo, ko bom videl, da sploh fizično ne morem več. Zato, ker ni moj cilj prehitevati druge, sem prehiteval druge oziroma še prehiteval druge, morda zaradi mojega treninga, morda zaradi moje fizične sposobnosti, ampak ne zaradi tega, da bi bil to moj cilj. Absolutno ne, ker če ne, verjetno ne bi delal več tega, ne. Ker če pogledam zdaj recimo rezultati, ki delam zdaj, oziroma čase, ki delam zdaj na treningih, tiste čase, ki delam zdaj v tekmah na ritem, na 3 kilometre, sem pred 15 leti delal na 100 kilometrov. 5 minut na kilometer. 100 kilometrov, 9 ur in 58 minut. Mislim, in to ne moreš, ne, ali moraš sprejeti, nimaš kaj, to moraš sprejeti in gotovo in reči, to pozabljeno. Zdaj je druga stvar, še vedno mi uspe prihiteti tiste moje soletnike oziroma tiste, ki so v moji kategoriji, tako pomeni, da nisem prav toliko za nič, ne, še.
Mislim, zdaj sem se spomnil, ko sem rekel 100 km, ja, 10 ur za 100 km je magična meja. Jaz sem bil kar na nekih ultratekih, kot tudi kot udeleženec, predvsem kot opazovalec in vse ostalo, spremljam ta šport. 10 ur za 100 km je kar magična meja za marsikoga, da bi kdo to prehodil. Sem prvič zdaj slišal od tebe, tako da izjemno spoštovanje. Sicer pa najbrž itak veš, da v 19. stoletju, preden so se organizirale tekme v ultrateku, bom rekel, na štadionih, pa na več dni, so bili to pedestrijani hodci, ki so to počenjali pred številno množico, to so bili sejmi, cela zabava in ljudje so prehodili v 6 dneh tudi po 1000 kilometrov na štadionih, ker so to počeli. Ja. To so bili hodci v 19. stoletju, se pravi, preden je bil tek, je bila hoja in to hitra hoja. Zelo zanimivo. Tega mi je žal, ker recimo hoja je bila rojena na cesti, ne na stadionu, ne? Na cesti. In najlepša, mislim, najbolj pristna razdalja je bila 50 km, ker tam je bilo najmanj možnosti, da nisi bil v kontaktu s terenom, ker je bil ritem drugi, in so vsi atleti še uspeli obdržati tisto tehniko, ne? Mislim, se obdržati obeh pravil. Medtem na 20 km grejo 3 minute 45, 3 minute 50 na kilometru v hitri hoji, ne v teku. Ne? In to je nekaj nepojmljivega. Ne? Mislim, ko je 1 ura 17, pod 1 ura 17 na 20 km. Je svetovni rekord, ja, noro. Hoja recimo, da je zelo tako, ne, recimo. In zaradi tega mi je zelo žal, da so ukinili 50 km razdaljo. Na olimpijskih igrah, tako ja, res ja. Ker je bila tista najbolj, ker so dodali zdaj nekaj 35 km, verjetno pravijo, da je svetovno prvenstvo v Tokiu bo spet 35 km. Ampak če se vidi zadnje olimpijske igre, predvsem med ženskami, prve 3 na 20 km so bile iste 3, ki so bile potem prve tudi na 35 km. Se pravi, da 35 je ena podaljšanka na 20, ni ena skrajšana na 50. Na 50 km, pri 35 km se komaj začela tekma. Zdaj pa že konc, ne? 30 recimo kilometrov, eden, ki trenira, kolikor toliko trenira, bo vsak prišel do konca. 50 ni rečeno. 50 ker so je bila krize, postane krize. Smo gledali 50, ker to so bile res kraljevske discipline. To sem pa rad pogledal, pa se to ni trajalo, to je bilo 3 ure pa pol, kaj tazga je trajalo na olimpijskih igrah. Se spomnim, nekdaj je bilo zadnjič na olimpijskih, ko smo to spremljali, tiste samotne ceste, pa tiste hodce. Marsikdo je tam odnehal, pa je bil diskvalificiran, ampak tisti, ki so prišli do konca, so bili pa posebni junaki, se spomnim. Pa naj si bilo Rusi, Španci, karkoli, Portugalci, ampak Mehičani, ampak to je bila posebna tekma. Se pa izvaja še to najbrž 50, kaj je še zmer tekma, čeprav ne olimpijska disciplina, je pa na ostalih tekmovanjih še. Kako? Ne, 50 km ne organizira več nobene, ker nima smisla. Ne? Nima smisla, recimo, da gremo korak nazaj. Zakaj so ukinili 50 km? 50 km so ukinili, ker recimo, jaz dam primer Italije, ko sem jaz v 70, 80, tudi 90 letih nastopil na državnem prvenstvu italijanske na 50 km, nas je startalo vedno najmanj 50 do 70 tekmovalcev. Noro. Zadnja leta, to pravim pred 6-7 leti, ko je še bilo 50 km, smo na Dunaju v Avstriji, na državnem prvenstvu avstrijske na 50 km, so tekmovali skupaj Poljaki, Slovaki, Čehi, Madžari, Avstrijci, Hrvati, vsi za državno prvenstvo. Ker tako so zbrali 20-25 tekmovalcev. Prej je bilo v Italiji samo na italijanske državne prvenstvo 70. Se pravi, da če bi organizirali posamična državna prvenstva, bi v vsakem prvenstvu 3, 4, 5. Tudi v Italiji, tudi v Italiji, pred 6-7 leti je bilo 4 leta zaporedoma, ki ni tekmovalo več kot 5 tekmovalcev na 50 km. Zakaj je do tega prišlo? Je toliko razlag, morda. Jaz prvo mislim, da je to, da mladi nimajo več volje se toliko trenirati, toliko se žrtvovati, ker 50 km je mož ogromno. In to so kilometri in kilometri in dnevno to, ne? Prehodi, in velika žrtvovanja, denarja pri hitri hoji itak ni, ne? Če gremo tudi na to, zato tudi ni toliko črncev pri hitri hoji. Prvo, ker ni denarja, pri teku je in oni morajo tiste
tiste 4-5 let, ki imajo na razpolago na polno, da potem si zaslužijo denar, da prehranjujejo celo družino v Afriki, razumeš? Pri hoji tega ne bo prišlo, ker ni denarja, se to raje ne delajo, ne? Mislim, nima smisla. Je pozitivna stvar in je tudi negativna stvar. Ne? Je negativna zaradi tega, ker nas je malo. Je pozitivna pa, da tisti, ki smo pristni, ne? Smo pri hitri hoji smo na celem svetu, jaz poznam vseh, zdaj vedno malo manj, zato ker zdaj prihajajo novi mlajši, ki jih ne poznam, nisem tekmoval z njimi, ampak s tistimi, ki sem tekmoval, in to so bili olimpijci, svetovni, evropski prvaki, smo bili kot ena družina, ne glede na državljanstvo, ker smo bili povezani v svojem trudu, ne? V svojem žrtvovanju za disciplino. In veš, da praktično na vsakem startu ti ne tekmuješ, predvsem na 50 km, ne tekmuješ proti drugim, ampak proti samemu sebi. Če ti uspe premagati sam sebe, se pravi, da izboljšaš tvoj rezultat, bo prišel tudi rezultat v tem absolutno dober, ne? Avtomatično. In zaradi tega je veliko spoštovanje med nami, hitrohodcemi. Tudi zaradi tega, ker je taka disciplina, recimo. Ne? Tega ne vidim sicer pri šprinterjih, ne? Ker so vsi imajo ego, že naviti, nabiti in temni ne, prijateljstva. Pri metalcih je že boljše, bolj povezan, moram reči. Imaš prav, ja. Zdaj, dajva še obdelati, veliko so že govorili, ampak vse mora obdelati, če imaš slovensko hitro hojo. Ti si, bom rekel, Italiji pustil izjemen pečat v veteranski atletiki, v hitri hoji. V Sloveniji kasneje še večjega, vse si naštel vse svoje uspehe. Bil si in trener, imel si svoje varovance, jih še imaš, organiziral si tabore na Pokluki, organiziral si, pa še vedno organiziraš tudi tekme, pokale in tako naprej. Si najuspešnejši, že prej sem na začetku povedal, veteranski atlet v Sloveniji vseh časov, daleč pred, bom rekel, ostalimi. Kako pa sodeluješ z atletsko zvezo? Tebi bi najmanj mogel postaviti bronast odlitek tamle, saj na koprskem stadionu, kip Fabiju Rucierju, ker je toliko naredil, vendarle za Slovenijo na vse zadnje z vsemi temi uspehi, pa vendarle o hitri hoji se malo govori, celo sem pa tja se sliši, da bi kakšno tekmovanje državno celo ukinili, ker ni dosti interesa. Daj mi malo uriši situacijo. Ti si ogromno se trudil, a si malo obupal nad sceno, še delaš, kako vse skupaj izgleda? Jaz sem v Sloveniji 10 let, pustimo stati prvih 9 let, ne, kot sem že omenil prej, ko ni bilo, ampak ko so pričeli organizirati mladinska državna prvenstva in sem pričel jaz trenirati mladino, prej v Kopru, logično, potem po drugih krajih Slovenije. 10 let sem skušal napraviti vse, kar je bilo v moji moči. Žal, jaz živim v Italiji, nimam te možnosti, da bi razen Kopra, kot sem prej omenil, da bi lahko sledil celi Sloveniji. Zaradi tega sem skušal organizirati oziroma usposobiti trenerje za hitro hojo. So bili nekateri tudi bivši hitrohodci v Sloveniji, ki se mi skušajo pridobiti, da bi oni, vsaj tehnično podlago, se imeli, ne? Kar se tiče tehnike. Je bila stvar samo potem jih naučiti, kako potekajo pa treningi, ne? Mislim, ni šlo. Nobeden ni sprejel, vsak svoje probleme je imel, to in eno drugo. Potem pri atletski zvezi sem imel nekaj časa, moram reči po pravici, da sem imel zelo pozitivne sogovornike, ki so me spremljali, ki so me spodbujali tudi. In tisto, kar je pa dokončno, ne rečem pokončalo, ampak prekinilo tisto, kar sem jaz skušal končati, tisto delo, ki sem jaz pričel, ki se je lahko končati, je bil COVID, žal. Leta 2020 je bila v Kopru ena moja atletinja, ki je imela normo za evropsko prvenstvo mladinsko in normo za univerzijado tudi, na 20 km. 2020 je žal prišla ta pandemija COVID-a in jaz 6 mesecev nisem mogel v Koper, ker nisem mogel čez mejo. V Italiji so bile te zelo restriktivne te
mislim, ukrepi, ne, so bili zelo sredivni, da jaz nisem mogel celo 500 metrov iz mojega doma ven, nisem mogel. Jaz sem treniral 10 km na mojem dvorišču, 50 metrov dolgem, 100krat gor in dol, tako da sem potem 3 dni bil v miru, ker sem imel popolnoma uničene gležnje, samo za ovinke. In po 6 mesecih, ko sem se jaz vrnil, lahko končno še čez mejo, sem se zavedal, da žal je nobeden več ni treniral hitre hoje ta čas, ne. In sem prišel dol in punca je psihično tudi popolnoma odpovedala, rekel, ne, je konc in tudi potem, ker je kar nabrala nekaj kilogramov, ki potem, veš kaj pomeni nabrati 4-5 kilogramov, moraš pričeti komaj hujšati, ne da bi mislil na ritem. Ja, in to se strašno martraš in ne greš nikamor, oziroma greš počasneje kot prej in se še bolj martraš, ne. Tako da potem psihološki je bil konc in potem tudi je opustila hitro hojo, potem so pričeli tudi drugih krajih, na Rodovlici recimo, sem zgubil tudi 2, potem zadnji, potem en atlet iz Velenja. Zdaj, če mislim, gledam Pariz, se mi joče, duša se mi joče, ker vem, bi dal roko na ogenj tistikrat, da bomo v tisti novi disciplini, maratonska štafeta v hitre hoji, fant in ena punca, vsak naredi 10 km punca, 11 km fant, da bi lahko Slovenija nastopila v Parizu z eno punco in eno fantom. Ker sta imela popolnoma rezultate, popolnoma prilagojene v tistem času, govorim pa 4 leti, da bi zdaj lahko nastopili na olimpijskih igrah. Samo, veš kaj, nima smisla tukaj objokovati. Zame je bil to hud udarec, ki jaz sem računal na to. Jaz sem toliko let garal in gradil na to, ne, na Pariz prav, ne. In potem se mi je vse naenkrat to sesulo, tako da nimam več moči, tudi psihološke predvsem, da bi pričel vse znova. Ker veš potem, ko se ti zgodi enkrat, dvakrat, trikrat, potem rečeš, če se modil še, kaj jaz to delam, ne, komu. Jaz sem moral tudi se žrtvovati, ker jaz nimam stadion za Vogaljem. Za vsak trening je bilo 50 km, ne, za v Koper in nazaj. Ni bilo lahko in tako da zdaj trenirajo nekateri še, samo nimajo trenerjev specializiranih hitre hoje, zato ne vem, kako bo prihodnost hitre hoje v Sloveniji, ne vem, jaz odkrito povedano nimam več, veš kaj, ko sem pričel pri 60 letih, ena stvar, ne, pri 70 ne rečem, da ne, če ne bi, samo nočem več prestati tistega razočaranja, ki sem ga že predstavil. Razumem, ja. Če bi kdo tole poslušal, ali pa še atlet tam zunaj, ki mu je zamislil, da bi se ukvarjal s hitro hojo, zanimivo, pa če bi te kontaktiral, kaj bi mu svetoval, recimo, no, če že sam pač praviš, nimaš niti mentalne energije, niti časa, niti volje, da bi se s tem ukvarjal, kam bi ga usmeril, recimo, kakšnega mladca, mladenko, ki bi rekel, ok, mogoče pa dam priložnost hitri hoji za par let, Fabio, povej mi, kaj čem narediti? Jaz bi svetoval Atletski zvezi Slovenije, to sposobi stečaj za trenerje hitre hoje v klubih. In da ne klubi pošiljajo, oziroma Atletska zveza more nastopati pri atletskih klubih. Nima smisla, da pri Atletskem pokalu Slovenije ali ekipnem prvenstvu Slovenije klubi pošiljajo na tekme hitre hoje, kjer rabijo točke, tiste atlete, ki niso za nobeno rabo, ne, podi pa hoditi, ne, samo proti vsaki logiki, ker hitra hoja je vseh disciplin, ne rečem vseh, ampak skoraj vseh disciplin pri atletiki, ena najtežjih. Ni to, ne znaš nič, ne znaš tekati, ne, podi hoditi, ker to je, hitra hoja je vzdržljivost plus tehnika, ne, in to tehnika je kar zahtevna, ne. Zaradi tega nima smisla, da ustrajajo klubi, da pošiljajo na ekipna prvenstva na Atletske pokali Slovenije svoje atlete, ki nimajo pojma o hitri hoji, in potem hodniki, veš, so otroci majhni, rečejo, kaj, ne končajo tekmo, ni to, ne, in potem na posamična prvenstva se pa predstavi 1, 2 ali pa sploh nobeden niti, ne. V isti
kategorijah govorim, ne? Tako je. Jaz bi rekel Atletski zvezi Slovenije, ok, vi boste pošiljali atlete na ekipno prvenstvo ali na pokal Slovenije, samo tiste atlete, ki bodo nastopili tudi na posamičnih prvenstvih. Tako Ne je. pa samo da za pobiranje točk in brez nobene podlage tehnične, ne? Ker ni to, ne moreš ti enega metalca kladiva, ne, pošiljati na tekmo in se mu zavrti kladivo okoli vratu, ne. To je isto, ne. Nima smisla, da ti pošiljaš enega hitrohodca, ki nekje rahlo teče in se ozira okoli, kje sodnik in samo pred njim hodi tista 2 koraka, ne. To ni, ne. Aha, to sklepam, da si to že videl na lastne oči in da se to dogaja samo zato, da se zadosti pač nekim kvotam in da je pol zadeva gotova. Ne? Ja. Ja. Ne, predvsem je to usposobiti atletske sodnike, trenerja za hitro hojo v raznih regijah, recimo na Dolenjskem, na Gorenskem, na Štajerskem, v Primorskem, tukaj bi lahko jaz kaj pomagal še vedno, recimo, da so nekje cela država, da je nekje pokrita, ne, s tem, oziroma klubi. Ker samo tako lahko in da, ko imaš, ne moreš ti trenirati samo enega hitrohodca, ker otroci morajo imeti eno skupinco, ne, te si eden drugemu pomaga. Jaz sem videl v Kopru, ko smo bili, so bili 4, 5, 6, tudi vrtci jih imel in so si eden drugemu pomagali, potem tudi se zabavajo vmes, veš, v treningu, ne. Če ne, eden sam je pa lahko postane dolgočasno, ne, predvsem pri otrocih, ne. Potem upade zanimanje, upade volja do treninga, ne. Ja, pa vendarle je to majčkeno bolj drugačen šport, kjer če je neka ekipa, kjer če je skupina, se vsi počutijo pripadne in imajo nek zavedanje, pa samo zavest, da počnejo nekaj, kar je pomembno, ne pa nekaj obskurnega, kar bo nekdo rekel, kot si pa rekel, metanje bokov ven, s čimer se nobeno ukvarja. Ampak tudi res, hitra hoja je disciplina, je na olimpijskih igrah že več kot 110 let prisotna, ne, in bo najbrž še naprej. Zdaj, kako jo narediti privlačno, mogoče za mlajše kategorije, morda te štafete delajo kaj na tem, ker tekmujeta moški in ženske skupaj, ne vem, je kaj drugega, kar Mednarodna zveza za hitro hojo počne, da bi ta šport morda ne izgubil, ne, populacije nasploh. Ne. Ja, zdaj ne vem, bomo videli s to štafeto, kaj bo, kako se bo to oprijelo. Je pa pri tej štafeti en velik minus, ne. Se pravi, da ena država ima lahko izredno močnega hitrohodca moškega in ima ženske, ali pa narobe. Ja. Imaš enega izredno močnega hitrohodca pri moških in ne more nastopiti na olimpijskih igrah, ker nima partnerce, ali pa narobe, ne, recimo. To tudi ni prav, ne, ok, rečeš bo nastopil na 20 kilometrov, ma ni to. Imaš enega, ki je dober na 10 kilometrov, ni dober na 20. Če glede na to, na štafeta 10 kilometrov, je na druga disciplina, ne? In ne daš možnosti enemu zaradi tega, ker nimaš drugega. To tudi ni prav, ne? Mi nekje to so nekaj zakrpali, zakaj? Oni so rekli 50 kilometrov, ok, ne bo več, izgovor je bil ta, da je predolga, da vzame preveč časa, tudi zaradi televizije in to in drugo, in da je treba vse skupaj to skrajšati zaradi spektakla, ne? Samo ok, potem itak hoja je bila na cesti, ni bila na stadionu, tako da samo raznih tiste zadnjih, recimo četrt ure 20 minut, ko so prihajali na stadion, nekaterih olimpijskih igrah oziroma svetovnih prvenstev, celo niti niso prihajali na stadion, je bil tudi cilj zunaj stadiona na cesti, ne? Tako da ni to izgovor, samo jaz se bojim, da je nekje neka volja s strani vodstva Svetovne atletske zveze, da se hoja sploh ukine. Meni je žal, grešim, samo vse to, kar se dogaja, me nekje pelje v tisto smer. Da hočejo to arhivirati, postaviti med nekaj. Pa se veterani ustrajali, vedno, ko vsaj nam ne bodo ukinili svetovnih prvenstev evropskih, ker prinesemo preveč denarja. No, tako je, tako, bravo. Vi prinašate, vi ste kure z zlatimi jajci pa zlatimi medaljami. Tako, evo, tega ne bodo nikoli ukinili. Vabijo, lahko bi se s tabo pogovarjal še 2 uri, ampak najprej mi povej,
Kako se še reče osmici pri vas doma? Mi smo pri Trčevih, Pri Trčevih, prej Trci. Trči smo jih. pri Trčevi od leta 1929-1930 točite vino. Ne, tudi... mi Trčevi smo tudi tudi leta 1880 je bilo že. Ne, osmica, naša osmica pa je moj nono, moj ded, on je bil Anton Gombač, je odprl prvič 1930. leta. Se pravi, da letos sem imel 95. leto zaporedoma odprto osmico. Najstarejša osmica v Italiji praktično. Ja. Noro. Mislim, čez 5 let bo velika fešta, ko bo 100. obletnica. Ja. 100 let bo treba 100 litrov vina za stojn. Najmanj, no, za svojih 50 let. Da bo dobra letna tisto leto. Na katero letino letos računaš? Na Malvazijo, na Refošk, Merlot, kaj boš? Jaz imam mešana vina, nimam specifično samo eno sorto, za bela vina imam Malvazijo in Glero. Glera bi bila grozdje, ki dela potem prošek, penino recimo. In za črna vina imam mešanico Merlota in Refoška. In imam trte Glera, od Glera so stare toliko dan kot jaz, ker moj ded in moj oče so jih sadili tiste dan, ko je moja mama rodila. Se pravi 71 let. To je manj rodijo, ampak je pa dobro. Ampak vino iz te trte imaš pa samo za posebne priložnosti, pa samo za sebe, ali kako? Absolutno. To pa ni zanimivo. Koliko vina pa pridelaš v letu, v sezoni? Odvisno od letne, okoli 20 hektolitrov. Se pravi 2000 litrov. In kje to vse prodaš potem, kje se da tvoje vino dobiti? Samo na osmici. Samo na osmici doma. Imamo osmico odprto vedno od polovice januarja do nekje do polovice februarja, 3-4 tedne, odvisno koliko vina prideljam, koliko časa, potem vremena, če je lepo vreme, gre. Recimo letos sem zaprl osmico 2 dni prej, ker mi je zmanjkalo vina. Me poznajo, znajo, da tako pravijo, vsaj da je dobra kapljica, tako da nimam problema za prodati vino. Bi lahko še več imel, samo smo jaz in žena sama. In ko si 3 tedne ali pa še več na osmici vsak dan, je postane težko. Je še daljše kot 50 km. Se huje. Se pravi, če hočemo letino 2024 preizkusiti, pri Trčevih moramo počakati na januar 2025. V polovici januarja odpremo ponavadi, recimo je tudi na strani, internetni strani, osmice.com, tam piše točno datum, ko odpremo. Recimo od 15. januarja naprej gotovo, do konca januarja, nekje tudi od začetka februarja je gotovo odprto. Tako da lahko prijete pokusiti vino in imam narezek, logično, Kakšen? Domač, boš rekel domač? Ja. Ni pa kot v Sloveniji. Osmice v Sloveniji so po 10 dni in lahko tudi kuhajo recimo tudi klobase, mi ne smemo. V Italiji lahko samo suh mrzel narezek, recimo, hladen narezek in edino, kar je kuhano, je jajce, lahko edino to. Potem nekje oljke, kumarce in to se spremlja, tako da pršut, salama, panceta, sir, in to, klasična osmica. Kaj še prideluješ na svoji... Ne boste ne lačni, ne žejni, gotovo. Zdaj sem naredila reklamo. Zdaj, spoštovani in spoštovane, pridite zgodaj, ne čakati na zadnje dni, ker bo Fabiju seveda zmanjkalo vina, pa še vsega ostalega. Pridite prvi teden, ko bo tudi Fabio še dobre volje, potem bo skozi bolj utrujen, pa čemeren, pa bo rekel, ne hecam se, seveda ne. Kaj še prideluješ na svoji kmetiji, Fabio? Kaj na tvojih njivah še obrodi? Ja, imam vrt, recimo zelenjavo, prodajamo krompir, paradižnik, kumarce, te bučke in radiče, soljata, to vse, kar spada k vrtu, recimo. Potem oljke imam 20 oljk tudi in kokoši doma v hlevu. Tako da dela je kar nekaj, je. Neumoren si, neutruden si, zdaj vsaj nočnega šihta nimaš več, vsaj to. Ja, vsaj tisto, veš, je rekla moja žena, da 37 let sva bila, kot da mi ne bi bila poročena, kako si jaz prišel v posteljo, je ona ostala zjutraj.
Zdaj, evo, vidiš, zdaj lahko not to prineseš, seveda, Fabio, ker je vendarle tole tekaški podkast, zelo zanimiv pogovor je bil, pa te moram vprašati, glede na to, da si hitro hodec že več kot 40 let, pa atlet 56 let, kdaj si nazadnje tekel? Kdaj sem nazadnje tekel? Zadnje sem tekel en teden preden sem pričel s hitro hojo. Ali bi znal še, a še znaš teči, bi še znal teči? Recimo, ni res, to je bilo hec. Jaz sem imel mojega prvega trenerja, ampak ko sem pričel resno hoditi, jaz sem imel veliko srečo, ker se je en trener oziroma bivši državni reprezentant hitre hoje iz Neaplja poročil v Trst in je prišel na stadion in mi je videl, rekel, če hočeš, te jaz treniram. In tisti krat, ko me je on pričel trenirati, leta 82, sem imel velik kvalitetni skok. Recimo od 50 minut na 10 km sem prišel na 43 minut na 10 km. Noro. In z njim sem novembra meseca, tisti krat je bilo še 1. novembra, je končala atletska sezona. S 1. novembra je bila že naslednja sezona. In cel november do Božič smo samo tekli. Nismo hodili niti enega metra. Rekel, zdaj se morate, malo ste presiti ceste, vedno istega asfalta, vedno istih cest, gremo v gost in smo tekli. In meni se je redno vsako leto zgodilo, da januarja meseca sem bil poškodovan. Pretrgano mišico, zgrčeno mišico, preteh, vse skupaj. In potem smo se zavedli, da je bilo to krivo trening v teku, ker sem jaz treniral tisikrat nasprotne mišice, kot smo pregovorili, ne? Ko sem spet pričel z tem, da sem dal pod pritisk mišice od hitre hoje, te niso bile navajene, jaz ritem sem skušal delati isti, kot sem ga delal preden bi pričel tekati in so se pretrgale. In tisikrat, in potem je tudi, je bila nekje tehnika, potem oziroma na programu je bilo vedno tek po zimi za hitro hojo. Potem so zavedli, da boš škodi kot koristi, ne prav zaradi tega, ker se večkrat se zgodili potem poškodbe. In potem sem pa polno opustil tek in nisem imel več poškodb potem, prav zaradi tega. Kaj ne rečem ob tem, ja, da sem zadnje čase bolj hodec kot tekač, pa da mi to čisto ustreza, če bom rabil še kakšen nasvet ali pa kakšno lekcijo, pridem v Lonjer, ja, pogledati, kdaj Fabio ni na njivi, da mi bo na dvorišču pokazal kakšen trik, kako bolje hoditi. Fabio, za konec zadnje vprašanje, kaj je naslednja tekma, kaj te še čaka do konca sezone 2024? Ja, zdaj avgust, logično ni tekem, ne, razen olimpijskih iger. Naslednja tekma naj bi bila, sicer v avgusta meseca pravzaprav. 25. avgusta imam v Tolmezzo, imam deželno prvenstvo v metalskem petroboju, ker zmeti se še vedno mi ugajajo, kopija je kaj takega, ja, ne. Recimo, ti se bolj za šalo kot za res, ne, grem tja, ker imam moje prijatelje, bivše metalce, se dobimo tam, ne, veteransko prvenstvo vedno, ne. Recimo, če gremo na bolj resno, imam prvo tekmo v baru, ampak ne v vaškem baru, ampak tistem v Črni Gori, je balkansko prvenstvo, ne, imamo veteransko balkansko prvenstvo, konec septembra. Neumoren si. Če mi bo telo dovolilo, imam nekje načrt, da bi šel v polovico oktobra na Dunaj, v Praterje, bi šel še enkrat v življenju na 35 km. To bomo žalil. To bomo, evo, zdaj bomo spoštovani. To je še skrivnost, ne? To je še skrivnost. To noben zdaj ne ve, dajte si v koledarčke, to moramo spremljati. Spoštovana publika, drage dame in gospodje, ki tole spremljate, če niste poznali hitre hoje, so upam s Fabiom saj malo osvetlila to temo, vas malo zintrigirala, da boste poskusili, ja, stopati pa na peto, tisto, kar pri teku ne smete, pa narediti kakšen korak hitre hoje, pogledati to zadevo na televiziji, pogooglati, spodaj so linki Fabio, ki je, bom rekel, najboljši, ja, slovenski veteranski atlet vseh časov. Ja, zdaj si boste Fabio Rucier ime zapomnili, pogledali. Fabio, jaz se ti zahvalim, izvrsten, izjemen, zabaven, informativen sogovornik si, užival sem vsako minuto. Jaz upam, da se v živo tudi spoznava oziroma da me pot zanese na tvojo osmico naslednje leto, pa da še v živo kakšno rečeva.
Jaz se zahvalim tebi, predvsem tej oddaji, recimo, in z upanjem, da bo morda prispevala k večjemu zanimanju do te discipline, ki jaz mislim, da kot je prijela mene, lahko prime še marsikaterega. Ko pričneš, ne končaš več. Če mene zdaj malo vika Fabio, jaz ti želim, zdaj se temperature so se malo spustile, vem, da imaš delo še na njivi, jaz ti želim, veliko zdravja, veliko prehojenih kilometrov, pa veliko še novih. Porabenih čevljev. Iznucanih, to sploh nisva načela, koliko čevljev si izrabil že v karieri. Ne vem, ogromno. Na tisoče parov, tako. Prisegaš na kakšno posebno znamko? Zdaj imam Newsville, ne francoski čevlji, jih dobim pri Decathlonu in so prav za hojo. In se dobim izredno dobro in so recimo tu lahko rečem, tisti, ki bi se lahko morda pričel s hitro hojo, so 40 € samo. Niso dragi, so zelo poceni, tako da imate še en vzrok več, da pričnete s to disciplino. Odlična misel za konec. Fabio, hvala ti. Pozdrav v Lonjer, srečno. Hvala vam, živijo srečno.